Jaz sem celica. Za svoje delovanje potrebujem hrano, vodo in prostor. Ampak celica, zakaj si ti tako majhna? Ker nimam dovolj testosterona. Aha. Midva govoriva o kompleksnih stvarih, ampak te stvari so nama blizu. Ker pa vam mogoče niso, si za potrebe tega videa predstavljate, da je tale mandarina celica. Tale kemik je pa testosteron. Živjo in dobrodošli na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus, kjer vam bomo laboratorijske podgance prinašale zanimive vsebine z področja osebne laboratorijske diagnostike. Odgovarjali bomo tudi na vaša vprašanja, vas pa peljali tudi v zakulisje laboratorija, kjer si lahko ogledate, kaj se dogaja z vašimi vzorci. Ostanite z nami. Danes vam bova predstavila testosteron. Punce, ne takoj preklopati na drug kanal, ker je ta hormon pomemben tudi za vas, kakor bova predstavila v nadaljevanju. Na kaj pomislite, ko slišite besedo testosteron? Hitri avti, divje zabave, gola telesa, mišice, tatuji? Ampak testosteron je več kot samo to. Testosteron je glavni moški hormon in se tvori v testisih. Naj pa vas ime ne zavede, ker ga imamo tudi mi ženske. Ja, moški imamo nekajkrat višjo koncentracijo testosterona kot ženske. Seveda, ker če bi imele ženske toliko testosterona, kot ga imajo moški, potem bi bile moški. In s tem tudi pridemo do glavne naloge testosterona in to je razvoj sekundarnih spolnih znakov. To so poraščenost, znižanje glasu, razvoj mišic, rast brade. Tako da, dekleta, če se srečujete s temi znaki, potem imate najbrž preveč testosterona. Testosteron pa ni pomemben samo za mišice in zdrav libido, ampak tudi za zadosten nivo rdečih krvnih celic, gostoto kosti, kakovosten spanec, visoko raven energije, kognitivne sposobnosti in pa tudi višjo samozavest. Kot pri vseh hormonih, tudi tukaj velja pravilo, da več ni bolje, ampak je vedno potrebna neka optimalna količina testosterona. Zdaj, na žalost je pa pri moških težava tem, da imamo testosterona premalo. Medtem ko je pri ženskah pogosteje težava, da imamo testosterona preveč. Znake pomanjkanja testosterona občuti vsak moški v obdobju andropavze. To si lahko predstavljate kot moško menopavzo. Testosteron normalno z leti upada. Če pa je ta padec preveč izrazit, so pa znaki še toliko bolj očitni. Ti znaki so običajno utrujenost in izčrpanost, zmanjšanje mišične mase, zmanjšanje kostne maze, nižji libido, depresija, motnje spanja, pomanjkanje samozavesti in pa težave s koncentracijo. Na drugi strani pa so pri ženskah z višjim testosteronom običajno prisotni naslednji znaki. Poraščenost, tanjšanje las, globlji glas, mastna in aknava koža, policistični jajčniki, kar lahko vodi tudi v neplodnost, dober primer so recimo poklicne športnice, in pa sprememba vedenja, to je razdražljivost ter agresija. Da si boste lažje predstavljali, kakšna je oseba z visokim testosteronom ali pa z nizkim testosteronom, vam bo v nadaljevanju predstavila 5 zanimivih dejstev o testosteronu. Recimo, zaljubljenost povečuje nivo testosterona pri ženskah. Ja, ampak zaljubljenost pa znižuje nivo testosterona pri moških. Tako da, ko smo zaljubljeni, smo si bolj podobni. Moški, ki ima nizek testosteron, se bo veliko prej poročil kot moški, ki ima visok testosteron. Po ogledu filma, ki vsebuje tudi erotične prizore, bo imel moški za kar 35% višji testosteron. Ženske s partnerjem, ki živi v istem mestu, imajo nižji testosteron kot ženske, ki so v zvezi na daljavo. Moški, ki so v družbi ovulirajoče ženske, imajo precej višji testosteron kot tisti moški, ki so v družbi ženske med menstruacijo. Zadnjič sva vam predstavljala kortizol. Kortizol je načeloma slab hormon, ampak vseeno ga nujno potrebujemo. Na drugi strani pa je testosteron načeloma dober hormon, ampak vseeno ga ne smemo imeti preveč. Zdaj, kako pa zveste, ko ga imate? Lahko si ga date zmeriti. Moški si ga bo dal zmeriti zaradi tega, ker ga skrbi, da ga ima premalo. Na drugi strani si ga bo pa ženska dala zmeriti zato, ker je skrbi, da ga ima preveč. Ker se v našem laboratoriju veliko ukvarjamo s hormoni, vam ponujamo merjenje testosterona iz krvi ali pa iz sline. Zakaj pa ponujamo obe možnosti? Delaš to ti povej. Zato, ker ti dve možnosti dajeta dve različne informacije. Iz krvi lahko dobimo vrednosti za vezan testosteron, iz sline dobimo vrednosti za prosti testosteron.
Kakšna je pa razlika? Vezani testosteron si lahko predstavljate kot tale lonček s kemiki. Izvemo lahko samo, koliko imamo vseh kemikov, se pravi, koliko imamo celotnega testosterona. Na drugi strani pa lahko izmerimo prosti testosteron iz sline in to nam pove vrednosti prostega testosterona, ki ga celica lahko dejansko uporabi. In to je v bistvu zaloga testosterona. Zdaj, načeloma, če imamo visok testosteron, bomo imeli visokega tako prostega, kot vezanega. Ampak obstajajo nekatere motnje. In pri teh motnjah imamo preveč telih lončkov, preveč telih vezavnih beljakovin in zato ne ostane nič prostega testosterona. Tako da se o primernosti metode posvetujte z osebnim zdravnikom ali pa pokličite v laboratorij, kjer boste dobili več informacij. Torej, če povzameva, želimo si, da imamo testosterona ravno prav. Torej, ne preveč in ne premalo. Če ste se našli v prej omenjenih znakih, potem razmislite o testiranju testosterona. Če pa ste se že testirali in ste ugotovili, da vaš testosteron ni tak, kot bi si želeli, pa naj vas potolažba. Kot prvo, hormoni v telesu precej nihajo in so tudi odvisni en od drugega, ker imamo še precej veliko drugih hormonov. Ja, kot drugo, pa vedno obstajajo tudi načini za uravnavanje hormonov po naravni poti. In te načine vam bova predstavila v enem izmed naslednjih videoposnetkov. Zato nas spremljate še naprej, naročite se na kanal, če se še niste, delite ta video s kom, za katerega mislite, da ima prenizek testosteron. Midva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!